Vloga tretjega voznika v ekipah Formule 1 je bila zmeraj neka zadeva, katero je bilo izjemno težko definirati. Namreč spreminjajo se časi, spreminjajo se pravilniki in tudi vsaka ekipa ima svoje videnje te vloge. Na začetku sodobnega obdobja Formule 1 tretjega voznika kot takega sploh ni bilo. Ekipe so imele več voznikov, a vsi se niso udejstvovali v Formuli 1. Namreč, takrat je bilo običajno tako, da so vozniki služili s tem, da so pobirali nagrade na dirkah. Ne toliko s pogodbami, ki so jih imeli z raznimi ekipami in tudi kakih pokroviteljev ni bilo. Tako je bilo logično, da so vsi vozili vse. In mnogi so dobili priložnost na kakem rezervnem bolidu, na kaki posebni dirki in to bi lahko imenovali, da so bili nekako tretji vozniki ekipe. In tu je treba poudariti tisti enkraten talent, ki ga je imel Ludovico Scarfiotti leta 1966. Je praktično na svoji edini priložnosti, ki jo je imel v svoji kratki karieri, zmagal veliko nagrado Italije kot zadnji Italijan s Ferrarijem. A časi so se spreminjali in tudi ne moremo razumeti, da je bil tisti, ki je bil v tretjem bolidu, praktično v funkciji tretjega voznika. Namreč, mnogokrat je prišlo do tega, da je bil nekdo posajen v tretji bolid samo za eno dirko. Poglejmo samo primer Gilesa Villeneuva leta 1977 v McLarenu in ni bil praktično del ekipe, da bi pomagal nekaj razvijati. Mnogokrat, recimo leto poprej, smo videli tudi primer, ko je Ferrari imel na veliki nagradi Italije 3 bolide. V enem je bil povratnik Niki Lauda po tisti grozoviti nesreči, po drugem je bil njegov moštveni kolega Claire Regazzoni, v tretjem Carlos Reutemann. In mnogi bi lahko rekli, ja, Carlos Reutemann, tretji voznik skuderije Ferrari. Problem je v tem, da je bil še dirko pred tem pri ekipi Brabham. In seveda, sam vidim, da tretji voznik mora biti del ekipe, nekako doprinašati neko dodano vrednost tej ekipi. Ne samo nekdo, ki od časa do časa odvozi neko dirko. In tako definicijo tega tretjega voznika dobimo nekje v 80-ih. Namreč ekipe Formule 1 so imele posebne oddelke, testne oddelke, kjer so se kalili mladi mehaniki in kjer so razvojni, testni, tretji vozniki praktično nabirali kilometre na zasebnih testiranjih in tako pomagali tistim uradnim bolidom, da so imeli tega nastavljenega tako, kot so želeli. Bili so namreč tisti, ki so naredili ves razvoj in nekako prototip tega testnega voznika iz tistega obdobja Luca Badoer. A vidimo prav na primeru Badoerja, da ko je dobil priložnost, da bi se udejstvoval v pravih dirkah, ni pokazal tistega svojega talenta. Pač, njegov talent je bil, da je lahko eden za drugim krogom odpeljal enako, ni pa imel tiste potrebne hitrosti, da bi izstopal iz tistega povprečja. In tudi res je, da leta 1999 so bila testiranja že močno okrnjena. A ne smemo pozabiti na dva druga primera, prav tako iz skuderije Ferrari, kjer so bili te nadomestni tretji vozniki izjemno uspešni. Govorim o Gianni Morbideliju, kateri je bil del Ferrarija, a je bil v tistem sezoni 1990 posojen Minardiju in samo zadnjo dirko zamenjal Prosta ter Nicoli Lariniju. No, ta vloga testnega voznika se potem pri začetku let 2000 zmeraj bolj zmanjša, zmeraj je manj pomembna, zmeraj je manj testiran, a nekako renesanso te vloge vidimo v sezoni 2003. Namreč pravilnik je bil takrat izjemno zanimiv in je dovoljeval tistim ekipam, ki niso bile med prvimi 4 v prejšnji sezoni, da na prostih treningih uporabljajo tretji bolid, tisti rezervni bolid, z tretjim voznikom. In mnogi so to izkoristili in bilo je smiselno imeti tretjega voznika. In to se je nekako nadaljevalo do sezone 2007, ko ta tretji bolid, boleto v italijanščini, T-car v angleščini, ni bil več dovoljen. In takrat se je zadeva spremenila približno v tisto, kar vidimo danes v Formuli 1. Na prvih petkovih prostih treningih je bilo dovoljeno uporabljati druge voznike od tistih uradnih. In spet smo prišli do tiste situacije, ko namesto, da bi tam videli tiste prave tretje voznike, imamo po večini mlajše voznike. Mnogi si tudi plačajo ta testiranja, tako da nimamo res tistih
pravih, bom rekel, osebkov na tistem sedežu v tem prostem treningu. A imamo tudi izjeme, naprimer Sebastian Vettel je začel pri ekipi BMW Sauber kot testni voznik v petkovih prostih treningih in v sezoni 2006-2007 nekako opravljal to funkcijo. V sezoni 2007 je tako dobil sploh priložnost svoje prve dirke za svetovno prvenstvo Formule 1 na veliki nagradi Združenih držav Amerike. In tudi mnogi znani vozniki so na začetku svoje kariere bili nekako degradirani iz tiste vloge voznika v tisto vlogo testnega, tretjega voznika in nič slabega pri tem. Rabili so verjetno še določene izkušnje. Taka sta bila naprimer Fernando Alonso in Felipe Massa. A pojdimo še korak naprej in v kako smer se je spremenila vloga tega tretjega voznika danes. Namreč teh testiranj pravzaprav ni več toliko, kot jih je bilo včasih, oziroma lahko bi rekel, da jih pravzaprav ni več. V teh prostih treningih vidimo, da tisti pravi tretji vozniki niso več prisotni in mnogo dela se opravi pravzaprav na simulatorju. In čeprav mnogi mislijo, da je simulator neka sofisticirana videoigrica, je bistveno več kot to. Vidimo, da mnogi vozniki, kateri se niso izkazali v tisti pravi Formuli 1, prestopijo ta korak in postanejo vozniki simulatorja pri raznih ekipah. In njihova naloga je ta, da med petkom in soboto prevozijo vse tiste kilometre, ki jih pravi vozniki v pravem svetu niso prevozili na prostih treningih. Namreč na prostih treningih zberejo določene podatke, nato te podatke pošljejo preko zvez v te lokacije, kjer imajo simulatorje in tam praktično cele dirke v simulatorju preigrajo. Ali strategija deluje ali ne, kako se bo obnašal, katera rešitev je boljša. Mnogokrat zadanejo, mnogokrat tudi ne, a vidimo, da imamo v teh vlogah voznike, ki so lahko še sezono ali dve pred tem vozili prave Formule 1. In tu ne smemo enačiti vlogo, ki jo ima naprimer Esteban Ocon v sezoni 2019 pri ekipi Mercedes, kajti on ima vlogo tiste prave rezerve, imenujemo jo tako. Namreč ni da bil možnosti in da so ga obdržali, so mu dali to funkcijo. Esteban Gutierrez je tisti, ki pokriva ta delo na simulatorju pri ekipi Mercedes in kolikor se dobro spomnite, Esteban Gutierrez, ko je vozil v pravi Formuli 1, ni bil kaj prida. Kaj bi lahko rekli o Brendanu Hartleyju oziroma tudi Pascalu Wehrleinu, pustim vsakomur naj se odloči zase. A pojdimo še korak naprej, kaj kaže prihodnost. No, tu je zanimivo razmišljanje. Namreč pogledal sem, kdo vse je priklopljen v razne mladinske pogone ekip Formule 1. In zanimivo je bilo pogledati, kdo je v ekipi McLaren. Namreč imamo kar nekaj mladeničev, kateri vozijo v navednicah seveda v tem virtualnem prvenstvu Formule 1. In verjetno pri McLarenu vidijo, da je treba imeti tudi v virtualnem svetu virtualne voznike oziroma ne nekoga, ki ima izkušnje iz pravega sveta. In zanimivo je, da lahko v prihodnosti bomo videli razen teh prvenstv, ki jih organizira FIA v virtualni Formuli 1, tudi to, da bojo v simulatorju sedeli ljudje, kateri nikoli niso sedeli v pravi Formuli 1. A izmenjava podatkov, rezultati, ki jih bojo verjetno dobili, bojo tisti ključni, da bojo njihovi kolegi v pravih dirkah dosegli kar se da dober rezultat in lahko celo zmago. Toliko o vlogi tretjega voznika v Formuli 1. Hvala za vašo pozornost. Nasvidenje.